Živijo, jaz sem Jure Potočnik, sem trenutno stažist, zdravnik in v prostem času rad potujem, rad igram nogomet, rad se zabavam s prijatelji. Tako da ja, predvsem družabnost me opisuje mogoče, pa rahla zmedenost kdaj pa kdaj. Za medicinsko odpravo v Ugando sem se odločil že kar na začetku študija. Potem sem pa tudi svoje sošolce na srečo imel take, da so bili tudi kar zagreti za te stvari in smo se le pol proti 4., 5., na koncu proti 6. letniku šele začeli odločati za to bolj konkretno. Nekako skupaj dobili neko ekipo, ki smo potem začeli delati in te priprave so kar dolgotrajne, tako moraš se pripravljati prej že kakšno leto, če ne še več. Naše delo v bistvu je obsegalo celotno obravnavo bolnikov brez kakršnekoli napotnice. To so bili vsi, ki so se v bistvu počutili slabo oziroma so rabili neko pomoč. Osredotočili smo se pa predvsem na lokalno skupnost v okolici tega jezera Bunyoni, to je v bližini mesta Kabale, tako mesto z veliko otočki in na enem od teh otokov, otok Bama, to je v bistvu največji otok, je stala ta bolnišnica. Da jaz sem v bistvu mogoče malo več pričakoval od tega, da bomo imeli več teh nalezljivih tropskih bolezni, več takih zanimivih kliničnih slik ali pa zelo kakšnih pacientov z virusom HIV ali pa kakšno drugo spolno prenosljivo boleznijo. Ampak v glavnem tega ni bilo. Veliko je alkohola v Ugandi, zaradi tega, ker jim to malo krajša čas, se mi zdi, in posledično je veliko težav z želodcem, s kislino, veliko je tudi poškodb zaradi alkohola, recimo vožnje pod vplivom alkohola, potem vožnja brez čelade, recimo. Ja, zanimivih anekdot je bilo kar veliko, zelo veliko smo jih doživeli, vsak je imel svoje. Prva je ta, da nikoli ne smeš dajati nekomu nekaj, česar ne moreš dati vsem. Velikokrat se tam znajdeš v situaciji, kjer začnejo mali otročki govoriti muzungu, muzungu, give me my money, kar pomeni belec, belec, daj mi moj denar. Nekako tako se sliši to. Potem druga, ki je tudi dosti taka splošna anekdota, nikoli ne smeš dajati praznih obljub. Recimo, konkreten primer pri meni je bil, da sem neki deklici, ki je imela zelo probleme s ploskimi stopali in zaradi tega so se začeli kriviti tudi noge. Sem obljubil, da ji bom nekako probal zrihtati neko pravilno obutev, ker tam je obutev recimo zelo slaba. Skratka, na koncu smo ugotovili, da je to res v Afriki skoraj nemogoče. Samo ker sem jaz tej punčki obljubil, da bo dobila to obutev, pa njeni mami seveda, v kratkem, tako v roku 2-3 tednov, recimo, ker so rabili nek konkreten odgovor. Pol skoraj do konca naše odprave nisem imel miru, ker vsak teden ali pa 2-krat na teden me je ta mama klicala ali obiskala kliniko, kdaj bo to, kdaj. In na koncu sem mogel razočarati in ji reči, da zdaj zaenkrat še ne bo, da se bomo probali zmeniti za naslednjo odpravo. In v tistem vidiš, da je v bistvu človek, sploh v Afriki, ki se ne more zanašati na ogromno teh obljub, nima ogromno možnosti in res tisto, kar dobi, zagrab z obema rokama in se drži tega, kakor močno le more. Tako da res moraš biti pazljiv, kaj jim obljubaš oziroma kaj jim rečeš. Z izkušnjo v Ugandi sem pridobil to, da sem se začel ukvarjati z ljudmi, kot da sem jaz zdravnik, v bistvu, da jaz moram nekega človeka pogledati od začetka in zaključiti z njim do konca, v smislu tega, da mu predpišem terapijo, da se pod to terapijo podpišem in stojim za tem, ker do takrat še nikoli nisem imel take izkušnje, da bi sam bil zadolžen za cel proces zdravljenja. Ja, v Sloveniji mladi se mi zdi, da imajo kar ogromno možnosti za obisk tujine, oziroma tudi pri nas je dosti projektov prostovoljskih in drugačnih, ki se jih lahko udeležimo. Se mi pa tudi zdi, da v tujini pa predvsem dobiš dosti izkušenj zaradi tega, ker spoznaš novo kulturo, mogoče komuniciraš v drugem jeziku in s tem nadgrajuješ svoje druga znanja, tudi malo širiš obzorja.
kar bi tudi priporočal v bistvu vsem mladim, da probajo naenkrat kam grejo, da vidijo, kako druge stvari potekajo in potem se lažje odločijo ali probati kje druge ali ostati doma.